Ti jaz nisem vedel, se to gleda. Kaj to, vesti? Ja. Poslušaj, včeraj gremo na Kube v študenta, blok 8, in mi je ena domala iz PDV-ja da 20% pobudna. Ja veš, sem mislil, hvala, zaradi Jonasa, ne, sem mi rekel, da je telefonsko, če je telefonsko. Pa ne, sem te gledal včeraj na Vezdeh. Sem jaz fuk dobro zdaj. Kaj te prepoznala? Ja, ni na Vezni. Kaj tazga. Že? Evo. Dobar dan, Imenanka Hunja 136, to so vesti na vesti. Z vami sem Žiga Žnirašič. Ta živa. Še dvigi prenos so po vseh napletih v zadnjem mesecu in pol znova odprli za promet. Dovoljenje je podpisal minister za promet Radovan Žerjav na podlagi varnostne dokumentacije, ki jo je osebno predložil Darsov uradnik za varnost. Pred odprtjem predora mora Dars zagotoviti neposredno obveščanje in alarmiranje na Celovški cesti, železnici in gimnaziji Šentvid. Znižali so tudi hitrost na 80 km/h, kaj to je? Na 80 km/h? Ja. Fakt, moje hali ne gre po 90 sploh. Kaj štartam, gre 90. Grem 90, grem 104, ne morem imeti 80. Da je predpisani varnostno razdaljo 100 metrov med vozilom pred tovornjakom pred njim. Predsednik parlamentarnega odbora za promet Josip Bajc pa je na zahtevo poslanske skupine Zares za naslednji četrtek sklical nujno sejo, na katerem bodo razpravljali politične govornosti kot ministra za promet Radovan Žerjava. Za dogodke v zvezi s predorom Šentvid. Predsednik stranke Zares nova politika Gregor Golobič. Kaj je to nova politika? Tako se jim reče. Stranka Zares nova politika. Ja, to je ful je moderno, zdaj imeti ful enih besed noter v imenu stranke. Gregor Golobič nova politika, poznam Golobiča, zdaj koga 30 let, ne. Kakva nova politika? Barva je nova, ja, okej. Zdaj so, kaj so zdaj, zeleni? Ne, zeleni, oranžni so zdaj, ne. Zdaj so bili plavi, kva. Zeleni imajo pa itak svoj trademark. Nova politika, da nam eksplodiral, da jo ne zmira. To je, Gregor Golobič je razložil, kaj se je v predvolilnem teku dogaja z strankami na levi sredini. Izjava, ki je prej vaš kolega citiral, v Sloveniji je dilema samo Janša ali ne Janša, je za nas prekratka. Janša je prignal v tem mandatu do absurda probleme, s katerimi se je slovenska politika skozi celotno tranzicijo soočala. Ti problemi niso z njim nastali in skušnjava zapasti v njih tudi z njim ne bo odšla. Zato on za nas ni ključno vprašanje prihodnosti Slovenije. Ne, da bi zahajal kakšno veliko filozofijo, ne, med popolno temo in popolno svetlobo ni nobene razlike, ker je brezrazločno eno in drugo. Slišiš Golobiča, ko je globok? Kenguru, kot nekaj pa zonce, rumeno, oranžno žarijo, ni razlike med nama in tema. Ovo je nerazločno. Javnomnenjske ankete zadnje teme kažejo nekoliko spremenjeno lestvico priljubljenih političnih strank. SDS prideva SD, slabše pa gre tudi SNS. Zmago Jelinčič je takole pojasnil vzroke za upad podpore Slovenski nacionalni stranki. Ta upad je bil naročen. Seveda se mora na javnomnenjskih raziskavah narediti tako, kot ukažejo gospodarji, tisti, ki pač plačajo te javnomnenjske raziskave. Jaz mislim, da je časa še dovolj in mislim, da bo na vkljub vsemu Slovenska nacionalna stranka presenečenje teh volitev. Zmago. Zmago. Ne mene zdaj. Ne mene blefirano. Zmago, daj mir. Daj mir, Zmago. Daj rajš pokaž mi dolo. Pokaž mi dolo, Zmago. Ni pokazal, nimamo posnetka. Samo ima, veš. Zdaj v Domžali je zadišalo po golažu, ki je zakuhal radio hit. Kuhali so izbrani kandidati in kandidatke za poslanske sedeže v prihajajočem mandatu. Organizatorji pa so nam povedali, kako se politiko razvrsti v 3 tabore. Ampak budimo iskreni, SDS, največja vladna stranka, trenutno je najbolj kaže. Nacionalna stranka z Jelinčičem še ima nekaj procentov, pa Desus, ki po moje je tudi ena fajn stranka, ki bo tudi dobila nekaj procentov in če jih damo skupaj, je to mogoče nova koalicija. Pri Mladem živalskem vrtu pa so napovedali, da bodo na začetku oktobra, če bo šlo vse v močani, če
Češke dobili 3 žirafe ogrožene podvrste roččan. Imena naj bi jim izbrali obiskovalci. Barbara Milič, strokovna voditeljica živalskega vrta, pa nam je povedala, kakšne so nove ljubljanske žirafe. Vsekakor so češke, ker prihajajo iz Češke, matere vseh žiraf. Pri novih bo najbolj očitna razlika v tem, da nimajo vzorčastega kožuha pod koleni in da je vzorec nekoliko drugače obarvan, ampak je celo drugačen pri vsakem žirafu. Torej se boste lahko nekako poskušali preizkusili tudi v tem, ali jih individualno prepoznate. Torej, kožev vzorec kožuha je tudi nekakšen prstni vtis ali pa primerjava s prstnim vtisom človeka, kako jih lahko tudi ločimo. Komentar dneva, moja bivša beba, Majda Šerda. Kaj je prikrito oglaševanje? To, da izdelek ne pakiraš v oglas, temveč ga skriješ v članek, v zlobirani intervju ali kakšen drug novinarski žanr, ki poudarja kvalitete tvojega izdelka in seveda vse slabosti izdelkov drugih ponudnikov. V politiki ni nič drugače kot na trgu. Novi brezplačniki, tukaj mislim na Ekspres in na Slovenski tednik, ki se rojevajo pred volitvami, so živ dokaz za to. Kako jih prepoznate? Hvalijo svoje blago in brezkompromisno pljuvajo po drugih. Imajo preštudirano ciljno publiko, malo ruralno, malo urbano, še najraje pa tisto, ki nima denarja za druge časopise. Trajajo določen čas, rodijo se pred volitvami in, prepričana sem, usahnili bodo po volitvah. Ekspres nekaj dni prej, ker naj bi vsaj pogodba s pošto se iztekla pred 21. septembrom. Tisto pošto, kjer ima država pomemben lastniški delež in tudi prave kadre. Seveda, nič na tem svetu ni brezplačno. Za novodobne brezplačnike, ki izhajajo tako rekoč brez oglasov, pravzaprav plačujemo hudo ceno prav vsi. Teptajo novinarske standarde, načenjajo etiko javne besede, z lažmi ubijajo neprave ljudi, ki jih ne more rešiti niti popravek potem. In kompromitirajo tudi tiste ljudi, ki jih vlečajo na svoje cenene strani. Ljudi, ki jim tam ne bi bilo potrebno pristati, a ne, gospod Jančar? To onesnaževanje medijske krajine bi moralo razburiti stroko. Ne le razburiti, temveč pošteno razjeziti. Prikrito oglaševanje tržnih izdelkov je sicer v zakonu sankcionirano. Prikrito oglaševanje na način novodobnih brezplačnikov pa ne, kajti z njimi zakonsko ni nič narobe. Anonimni fantje in dekleta so pač v razvidu medijev, poštni nabiralniki so, jih imajo, sedaj pa so tudi že podpisujejo pod svoje izdelke. Nihče jim ne more, pravzaprav tudi ne sme, prepovedati javnega izrekanja. Je pa morala in etika tista, ki bi morala ustvarjati omejitve. Lahko bi, in tu lahko vstopimo tudi mi, politiki. Rekli bi, da nabiralnike opremimo še z eno nalepko. Nočemo vas, imamo raje gozdove kot umazane nabiralnike. Slovenija, 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 kulturac. Avgustovski koncertni večeri mednarodnega baletnega festivala Trnfest se počasi iztekajo. 4 od tam nastopajočih glasbenikov smo tokrat ujeli še pred nastopom samim. Eva Hren in Sladkor bodo v Kot Franceta Prešerna nastopili v soboto na predzadnji glasbeni večer. Že vreme? Pizda, nikoli se mi je pokvaril motor, tako da si želim, da bi bil naš. Iz Ljubljanskega junija 136, to so bile vesti na vesti. Adijo.